Lepo zdrav, ponedeljek je in čas za športni pogled na spletni strani delo.si. Seveda bomo govorili o olimpijskih igrah v Sočiju. Z nami je na internetni zvezi Vito Divac, naš poročevalec iz olimpijskih iger. Pozdravljen. Pozdravljeni. No, za nas si pokril največja, vsaj za Slovence, dogodka v zadnjih 2 dneh, torej včeraj skakalno tekmo in kolajno Petra Prevca ter prvo preizkušnjo v alpskem smučanju za ženske. To je super kombinacija. Tina Maze je za desetinko ostala brez kolajne. Kaj praviš, kaj se je zgodilo, zakaj 4. in ne recimo 3. mesto? Ja, pokazal se je to, da v bistvu v slalomu ni tako, da v bistvu slalom ostal na tisti ravni, kot je bil, se pravi, mogoče tehnično ti ne toliko kot v sami izvedbi. Pravzaprav se je ponovila zgodba iz večine letošnjih slalomov, razen v Leviju, kjer je potrebovala kar nekaj časa, da ujame ritem. Zakaj se to dogaja, bi jaz težko karkoli povedal, tudi trenerji niso znali tega posebej razložiti, tako da je bila pa seveda zelo razočarana, ker si je nadejala zmago. Ne samo kolajne, zmage. Ja, zmago, ja. Kaj pa praviš na njen prvi nastop, na smukaški del? V zgornjem delu proge je bila zelo hitra, spodaj pa vendarle tudi tu nekaj izgubila. Ja, jaz v moji taki oceni je pravzaprav, glede na to, da slalom je tako težen in mislim tak paradoks, da mogoče bi to celo drugi najboljši slalom v sezoni, je pravzaprav izgubila v smuku v primerjavi z vsemi tehnicami v smuku v spodnjem delu proge, ko je bila za pol sekunde počasnejša od teknic. Predtem je bila najhitrejša. Očitno na tem pravi, da je naredila eno zelo majhno napakco, v bistvu lahko bi rekli milimetrsko, in je izgubila hitrost pri enem zavoju. Kako bi sicer pokomentiral razplet na vrhu? Marija Hefel-Riš gotovo ni presenetljiva zmagovalka. Ne, Marija Riš se vidi, da je nekako sestavila ta slalom, v katerem se je lovila. Tudi ona ravno na tiskovni konferenciji je razložila, da je imela kar hude težave, da je nekako ujela ta slalomski ritem, še zlasti po Kranjski gori. Tako da ona ni presenečena, vse zadnje tudi svetovna prvakinja in je Tino premagala v Schladmingu. Tudi Nicole Hosp ni presenečenje zame, je pa i Julia Mancuso, v vsakem primeru veliko presenečenje, ker nekako je ta priložnost, ki se je pokazala, da je ponesla, bom rekla, da je v bistvu, da je bila tu zame presenečenje, ko je videla v cilju, da je osvojila kolajno. Je pa tudi razložila ta svoj pristop, da je bila navdahnjena, navdušena po prvem smukaški predstavi, ko je bila za v bistvu skoraj 80 hitrejša recimo Tine, in da je rekla, da se je vrgla dol, tako kot pravijo, v bistvu ni šla z vso moč, brez sekunde razmišljanja. No, vse to je bilo nekako primer prislovične ameriške velepripravljenosti za največje dogodke za olimpijske igre. Kaj to pomeni za naprej, za smukaško preizkušnjo, ki je na sporedu v sredo? Je sedaj Julia Mancuso prva favoritinja? Ja, možno. Čeprav se znajo stvari zelo spremeniti. Tudi pravzaprav je ona zelo nihala iz enega treninga na drug. Vprašanje bo tudi seveda od razmer, ker tukaj so vse tekmice podarile, da so v bistvu bile zelo težke razmere. Tina je rekla, da z njo je v bistvu, da nekako se ni znala privaditi na ta sneg, ker se je bila na ogrevanju, bila popolna drugačna podlaga. Tudi Marija Riš je rekla, da je bilo zelo težko, ampak enostavno, ko je videla, da je tako strm in zahtevan slalom, je rekla, to je moja priložnost. Glede na to, da ni bila najboljša,
najboljšega v smuku. Kaj pa Tina Maze, sodeč po rezultatih, je to njena najboljša disciplina v tej zimi. Kaj lahko stori, koliko bo posledic pustilo tole 4. mesto? Jaz mislim, da kakšnih prav velikih posledic ne bo pustilo. Ona je prišla to zlato kolajno osvojiti, zdaj pač ima 5 priložnosti, kje bo udarila ven, je težko reči. Nekako skoraj vsi smo bili pripričani, da bo danes osvojila kolajno. Ne sicer glede na slalom, ne sicer da bo zlata, ampak tako da nekako v smuku ima po moje najboljše možnosti za zlato kolajno, ker je res dobra. No, upajmo, da se bo išlo. Petru Prevcu se je na prvi preizkušnji že saj za srebro. Kako si doživel ti to tekmo? Kaj pravijo, kaj v skakalnem taboru? So euforični, so umirjeni pred naslednjimi preizkušnjami? Kakšne prav posebne euforije ni bilo videti, ker je bilo to zelo vse pozno po tukajšnjem času, tako da Peter Prevc je bil kar vidno utrujen. Je pa, ne vem, danes smo videli, da na tribuni je bil spremljal nastop Mazejeve in Štuhčeve in Ferkove. Tekma je bila pa tako zame, ki sem se vrnil na skakalnico olimpijsko po 30 letih, nazadnje sem bil v Sarajevu, je bilo pač veliko novosti, no, ampak bistva se pa ni spremenila. No. Tekma je bila v bistvu tako, kot vedno na teh malih skakalnicah odločajo malenkosti. Jaz moram reči, da sem po tistih treningih malo podvomil od Prevca, da bo sposoben se izvleči iz teh svojih, da so bili veliki ali mali dvomi. Je pa to naredil mojstersko, res. Mislim, da mu treba čestitati. Res vrhunsko opravil svojo nalogo. Najprav je v pravem trenutku naredil tisto, kar je tudi sam pričakoval. Je bilo pa res, da je pa ta pritisk te tekme bil pa izjemen. O tem so tudi govorile vse te punce, vsa dekleta na tiskovni konferenci, tudi Riševa rekla, da je strašansko težko je bilo. No, za Petra Prevca se je pritisk nekako sedaj zmanjšal, odvalil se mu kamen od srca. V strokovnem komentarju v današnjem časniku Delo je Vasja Bajc poudaril, da so potem na veliki skakalnici ponavadi favoriti isti, kot so bili v ospredju na srednji skakalnici. Kaj praviš, je Peter nared za še en podvig, lahko mogoče premaga tudi Kamila Stoha, ki je izjemno skakal na tej prvi olimpijski preizkušnji? Jaz nisem ta prav človek, da to povem. Jaz lahko sam povem, kaj si jaz želim. Jaz si želim, da bi zmagal. Nekako ponavadi je to tako, da če se nekomu odpre, če je sposoben, to bo pač naredil. Zdaj strinjam se pa z Bajcem, da so te pač favoriti s to hran. Ampak mislim, da je krog enako širok in da bo spet odločali malenkosti. Tisti, ki bo najbolj zbran, največ energije vložil, najmanj se ukvarjal sam s sabo, mislim v negativnem smislu, pač tisti bo pač zmagal. Nekako ta pa deluje zastrašujoče, recimo ta listov. Tako, kot so včasih recimo Matinikene. No, upajmo, da bo Peter spet konkurenčen. Pa Vito, povej, sicer kakšno je življenje v Sočiju na Rdeči poljani nad Sočijem. Veliko beremo in poslušamo negativnih stvari v zadnjih tednih. Je res vse tako črno in hudo v Rusiji? Ne, to je prav čudovito. Sicer, mislim, če hočeš detajčke najdeš, seveda jih najdeš. Jaz recimo sem včeraj prišel po skokih domov v 5 uri zjutraj, zaradi tega pač, ker po noč vozil zelo poredkom avtobusi in sem pač zamudil. Na avtobusu sem čakal uro pa pol na mrazu, ampak mislim, da se to, ne vem, če je to krivica od organizatorjev, ni pač moja smola. Ne, drugače je zelo v redu, organiziranje dobro, mislim, jaz pač
3 dni pred igrami je bilo drugače, no, zdaj pa vse, ampak to je posod na vseh igrah enako. Popravljajo zadnje detalje, pač gledaš, kje je, kaj je, če hočeš najti slabe stvari, najdeš, če ne. Ne vem, jaz, kar se s kolegi pogovarjamo, in tujimi, in našimi, slovenskimi, so vsi zelo zadovoljni, ker prevozi vse gre. Vito, hvala za tale pogovor. Gremo proti novim slovenskim zmagam naproti in seveda s čim manj zapleti na olimpijskih igrah.